Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Petkovo jutro je bilo to in petek je, aleluja. Zmagal si skoraj nemogoče. Pa še to, pa še pogrem na en piknik, pa kaj si ti ima, pa Fras in Medvard delata s kioska, pa vrhunski petek, mam, daj neke. Kaj? Ja, karkoli. Evo ti roka. Evo ti roka. Nekaj pa je, ne, veš kaj, za topel stiske roke, premalo cenjeno je to, ne vem, zakaj vsi plačo zahtevate. Ja, saj res. Petek je torej, če ste morda zamudili naše jutro, vsi trije, ki ste, vem, da ste ostali bili zraven, lahko zdaj prisluhnete temu podcastu oziroma podcastu tega jutra, drugače pa, ko se naslednjič slišimo, bo vikenda že. Daj neha, ne bom ti dovolila, da to poveš do konca. Sem že. Ne. Še tebi to stiska roke? Ne bom. Lep vikend sem skupaj, res. Do 22. Ampak ne bo pa pihalo. In ni napovedanih padavin. To, da ne bo pihalo, je kar prijetno, osvežujoče, ne, ko tako pogledaš. Ja. Kaj s tem vetrom letos? Mislim, piha že od... Je zdaj kar nekaj piha časa. Že od nekdaj. 1. januarja že piha. Piha že milijarde let, v bistvu, ne, se veš, tako da veter ni neka nova stvar, zdaj, da bi rekli. No, pa ful piha, ne veš. Ja, pa se je bilo že, jaz se spomnim, ne bom. Zabolelo ga je. Ja, res je, ker kadarkoli se boste videla, se to je za ovinkom tudi privajal, ne? Ko boste enkrat, ko si 50, ne, pol, kakor hitro. Ok, ovinek, to je kar dolgi. To sem jaz tudi govoril, ko sem bil toliko star. Tak da, ne, in pol kadarkoli začneš stavke z jaz se spomnim, veš, ali pa joj, ti se ne boš spomnil, kaj, veš, Ja, hej. To je občutek. Da bi se ti mogel zdaj pustiti, da bi me tako čvomani Valverdeja, ne, na treningu. Juj, bolnico, jaz prav, mislim, dobro, malo je krvavel, ampak... Slučaj, si videl, ne, da v Mariboru to ni unikatno, da se je dogajalo. Ne. Tam pri Realu vse trener, če ni dobro zraven, ali pa niso povedali. Ali pa niso povedali, samo dobro, pa ne moreš se tak. Ja. In to v enem najtrofejnejšem klubu na svetu. Čist tak, Jeger, ti bom rekel, zdaj si ti pa spomni se svojega otroštva, bil si zelo razvajen otrok. Ne, nisem bil. Zelo razvajen otrok. Malo smo te morali pol tu malo vun speglati. Zelo razvajen otrok, vsega si imel dovolj, nič te ni prav razveselilo, obnašal si se kot, ne. In zdaj si predstavljaj, se tam je isto. Ja. Ali pa je, ja, vse vseeno. Jaz sem pa, če lahko, v Paninijevem albumu dobil Valverdeja. Si? Ja. Kaj še imaš šive? To stare slike, ne? 10 minut pred 6 je, danes je petek, 8. maj, gremo skupaj v ta nov dan, še zadnji delovni v tem tednu, lepo, da ste tudi danes tukaj, pa dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, zdaj pa po pravici, ko pomislite, vidva pa tudi povejta, ta trenutek, ko se je začela ta zgodba z tem izbruhom hantavirusa na hantavirusa, ne, kaj je zdaj? Hantavirus. Ne vem. Ne vem, zakaj henta, če mi reči, konj, ne. Ko grška črka. Ko se je začelo to na tej križarki, da smo pomislili, joj, pa ne spet. Ja. Malo je bilo tak, ne? Ja, ni tak, veš, premalo časa je še minilo. Korona krize, ne? Dobro spomnimo tistih časov. Ja, in pol se strašim, pol že neke novice o tem, da zdaj jih že nekaj iščejo po Evropi, pa naj bi na Nizozemskem nekdo bil in sem in tja. In pol absolutno se moraš obrniti k strokovnjakom, ker se veš, mi smo sicer pametni vsak za sebe, včasih celo preveč za svoje lastno zdravje, ne? In zato smo poklicali primarij doktorico Boženo Kotnik-Kevorkijem, ki je predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v mariborskem UKC-u. In vprašali, kaj imamo zdaj tu, doktorica, kaj je ta hantavirus, čizares? To je pač eden od številnih virusov, ki povzročajo bolezni pri človeku. Hantavirusi se delijo v več skupin, več sojev.
Nekateri so prisotni tudi pri nas v Sloveniji in ljudje morda sploh ne vedo, da so med nami. Na vse zadnje hantavirusi povzročajo tako imenovano mišjo mrzlico, ki pa je pri nas prisotna. Ni tako pogosta, ampak vsako leto imamo kakšen primer bolnika z mišjo mrzlico, torej s hantavirusno okužbo. Je pa po svetu več sojev, več vrst tega virusa, pri nas sta v glavnem dobrava in pomala. Ok, in zdaj na tej križarki je tako imenovani andski sev, ki naj bi bil precej nevaren oziroma malo drugačen. To je pravzaprav edini do zdaj dokazani sev, da se prenaša z človeka na človeka. Vsi ostali hantavirusi se prenašajo iz glodalcev na človeka ali posredno ali neposredno, čeprav je tudi v tem primeru za razmisliti, ali morda niso vendarle v kakšnih kleteh ladje podgane oziroma bile podgane, pa so še njihovi ostanki, urin, slina in podobno, ker na vse zadnje je na isti križarki potoval Švicar, ki se zdravi v Švici. Drugo križarjenje je bilo, zdaj pa novo križarjenje, pa novi bolniki. Je možno tudi, da virus nekje domuje na tej ladji. Ok, in kaj zdaj recimo to pomeni za Slovenijo? Ker vemo, zdaj pač te kužne bolezni, to gre... Smo gledali dovolj filmov in nazadnje imamo izkušnje s tem koronavirusom. Za Slovenijo najbrž to ni nevarno, razen če je kdo potoval na tej ladji tudi izmed Slovencev. Kolikor jaz vem, ni bilo Slovenca na tem križarjenju, to ni naš avtohtoni virus in ne domuje pri nas in se praviloma ne bi smel nihče okužiti s tem. Potnike, ki so bili na ladji, pa so dobro pregledali, izolirali in tudi iščejo izvor, zato da bodo tudi preprečili prenos v Evropo. Ok, tako da se jeger ne rabi bat, ne? Ne, pri nas se ni treba bat andskega seva hantavirusov. Pri nas lahko dobimo okužbo z drugimi, predvsem s pomala tipom virusa in to v glavnem preko urina, kakšne sline, glodavcev, miši in podgan, če pospravljamo kakšne lope, stare kleti, ki je v gozdu, kjer so pač miši in podgane se zadrževale, zato tudi priporočamo uporabo rokavic pri takšnih pospravljanjih. Če se veliko prahu dviga, katerem je seveda tudi ostanek urina, pa morda tudi natakniti masko. Vse zadnje smo mask navajeni od covida naprej. Ja, samo jaz jih nimam več. Imam jaz, če rabite. Resno? Ja. Ok, prenesi, ker spomladi se tudi lopa, pa klet puca, ne? Ja, in jaz jo dejansko in kaki so, gospa doktorica, znaki okužbe samo za vsak primer? Okužbe so lahko zelo blage, večinoma, in jih sploh spregledamo. Sicer pa pri bolj izraženih okužbah je lahko vročina, glavobol, splošno slabo počutje, znaki strani dihal, znaki strani odpovedi ledvic, odtekanje, lahko motnja vida, bolečine za očmi, lahko so prebavne težave, skratka številne težave in ker ob začetku vsakih težav ni treba k zdravniku. Če se pa to stopnjuje, pa če nekdo sam ve, kaj je delal, da je recimo kakšno zapuščeno lopo, garažo pospravljal, kjer so bile podgane, potem pa je morda smiselno iti malo prej k zdravniku. Ok. Tako da, mirno, ni nobene panike treba gnati, pač pazite nas in na svoje zdravje, pa res, da je doktorica Božena Kotnik-Kevorkian tudi razložila enih par znakov, ki se normalno pojavljajo pri 50. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In tudi danes so tukaj dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z, prosim lepo. Čas je. Ema, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Najprej je treba povedati, da smo včeraj imeli mini katastrofo v tem studiu, ker je Ema pozabila maskaro. In danes je jeger takoj opazil. Ja, danes je opazil. Sem ponosna. Je poudaril. Si ponosna, da smo opazili? Ja, bravo. Sicer ni velike razlike, ampak... Ja. Lej, tudi včeraj ni bilo slabo, samo to ti hočem povedati. Včeraj sem se tako bolj nogo počutila. Ja, res si bila, razgaljena si bila. Tudi smo sploh, jaz sem stran gledal.
Okay. Jaz te razumem, če ti to kaj pomaga. Seznam tvojih dilem je malo povezan z debatami, ki smo jih imeli včeraj, povezanih z avtomobilom, ko smo te naučili, kje je motor v avtu in kaj pomeni vetrobransko steklo. Točno, ja. Ker Ema, morate vedeti, zdaj hodi na predavanja za CPP. In na seznamu teh dilem je tudi generacija z brez vozniškega izpita. Trend ali problem? Trend. Res? Pač mislim, zakaj bi mi delali izpit za avto, če imamo starše? No. Vem, sliši se tako, ampak to je šparanje. Zakaj bi zdaj še nam plačevali izpit, ko nas Res je, tako da čist še bolj, še 3 dodatne gordijske vozle naredite na popkovino, ne? Ja, točno. Prav, da se ne bo šlo. Če to tak en manjši korak do večje svobode. Ne, ker je ful težko. Sem zdaj včeraj prvič ugotovila, kaj pomeni tisto pravilo desne strani. Pravilo desnega? Ja, ali pa to... Pravilo desne strani, ne? Tako. Res? Ja, Pa in kaj pomeni pravilo desnega? Ja, pa Pravilo srečanja, tako. To še ne razumem. Okay, Pravilo kaj je pravilo desnega? To pa vem, če jaz nimam nobenega z desne strani, Ja. da tisti lahko gre prvi. Če nimaš nobenega, Če imaš, kako bo tisti šel prvi? Če ga Ja, ne, nimaš? pol jaz lahko Ja, grem. ti pol ti lahko greš, ja. Ja. Ampak v enakovrednem križišču, ne? Čivkaj. Ker če ni enakovredno križišče, Tako. Potem je ima taka nekdo taka- Ali če prednost. prednostna cesta zavija v desno. Kaj pa ni? Ko... Označeno je tablo. Kdaj ni, ne? Tabla. Prometni znak je. Ja. Če Ja. ni prometnega znaka v križišču, nikjer nobenega, potem gre za enakovredno križišče. Ja. Takrat se pol obnašamo po pravilu srečanja oziroma pravilu desnega. In tudi, če je križišče 4 cest in je označena prednostna cesta in sta 2 neprednostni, tukaj tudi, če si na neprednostni strani križišča, velja pravilo desnega. Tako je. Ampak tisti po prednosti imajo... V bistvu pravilo velja samo na enakovrednih cestah. Ne, samo Ja, ne, na ravnokar- 2 neprednostnih ali na 2 prednostnih. Velja pravilo desnega. Veš, kaj mislim? To, kar zdaj bom povedal. Ja, no. Okay, ja. Okay, ja, vredo je. Lep pozdrav v avtošole. Bo Ema? Ne, Okay. zmedli ste, ful zdaj. Včeraj mi je šlo, samo Okay. zdaj ne vem. Okay, naj ne bo to dilema, ker reči, da si se zmotila, pa samo se zahvalim. Ja, tako, CPP-ju pa. Ne, Se se bo, pa res, da nehaj. prihajajo nove oblike mobilnosti, ta čas, da boš ti naredila, bodo že vsi Ja, avti avtobus. sami vozili. Tako. Pa avtobusi, pa to tako da. Ja, Pa boljše. uni mini avto, ko ne rabiš Ja. izpita. Tako. Pa če ne, Res? Spili za moped. Sva rabiš, oziroma, ja, reči za moped. In ista pravila veljajo za vse udeležence Res? prometa. Ne, ona Tudi, če misli, si on je na avto, ko gre biciklu. 25, veš. Ja, pa saj Vse vseeno. To Vse tudi. rabiš. Rabiš izpit za moped. Ajo. Pa 40, gre tisti avto. 40 km na uro. Aja, ok, no. Ja, Ja, te pa ja. Te pa že kar gre. Pa kaj si ti, ne? Jaz se upravičujem. Dajmo malo muzike. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. No, prenovljen legendarni kiosk K67 že stoji pred umetnostno galerijo Maribor tukaj in v našem mestu. In čeprav ga uradno odpirajo jutri, pa bo prava otvoritev danes, ker vprašanje, kaj bo jutri pol, ne. Ja. Fras in Medvar šel danes v živo iz kioska. Pubeca imata celi plan, celo glasbenega gosta imata. Res? Ja, prvič se bo zgodil tudi koncert iz kioska. V tem malem Bravo. placu noter bojo 3 na neki točki. Ne, 4 še mogoče. Anja. Ja. O moj bog. In zdaj ne vem, če je že v zgodovini bil kak koncert iz kioska ven. Ja, rečem, da ni mogoče bil. se piše zgodovina danes tudi. In pa seveda, če imate tudi vi kak zanimiv spomin, zgodbo, karkoli, vabljeni, da obiščete Frasa Medvarja in Anjo danes med 12 in 16 uro pri kiosku K67. Seveda, uživo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Smo ziher? Valjda, vedno. Ja. Na kar pritisni. Matičkove raziskave. Pozdravljeni v še enih Matičkovih raziskavah.
vemo, gre za najbolj relevantne, najbolj strokovne in zaradi voditelja tudi najlepše raziskave na svetu in širše. Haj. Ja, daj. Dalje. Ja. Pred umetnostno galerijo stoji frišno obnovljen legendarni kiosk K67, v katerem bo danes tudi Fras in Medvar šov. No, mene uživo, tako. No, mene pa je pri mojih sodelavcih zanimalo to. Marko, če bi ti lahko delal v kiosku karkoli, katerakoli obrt, nima veze, kaj bi delal? Najverjetneje bi imel sendviče in tople sendviče, to je prva izbira, da bi prodajal zelo poceni. Drugo pa, da bi imel mogoče kakšne stare konzole, od Game Boya pa to, pa bi malo šraufo pa prodajal pa tak. Ana? Jaz bi živela v kiosku, ker sem tako mala, da bi lahko imela komod stanovanje noter. Če pa ne bi imela stanovanja, bi imela pa cirkus, mini cirkus bi imela, da ti bi lahko bil opica, samo ne bi not pasal. Matej? Evo, vidiš to, tako bi se imenovalo objamem.te in bi iz mojega kioska delil objeme in dobre misli, se pravi, če bi bil slabe volje, bi prišel k meni in bi ti jaz rekel, vse bo v redu, rad te imam in tudi drugi te imajo radi. Saša? Veš, kaj bi jaz? Samo eno mizo noter, pa mozole, bilo kdo, sam brez naročanja. Vidiš, da imaš, prideš, jaz stisnem, to gre ven, krasto, dol potegnem, vidim že Saša Pančur, krasta, SP. To bi imela jaz. Ok, uradno je, bolniki smo. Res je. Tomaž, kaj bi ti delal v kiosku, karkoli? Seveda, kot velik ljubitelj krompirja, obvezno, oni pravi pomfri, ko je bil včasih, oni sladki, majoneza pa to, 2,50 €, škrnicl z modrimi pikicami, zraven pa bi občasno, ko bi bil čas za to, torej na 2 leti, evropsko ali pa svetovno, še imel v ponudbi sličice za album, pa pomfri, pa celo leto, ne samo po zimi. Andrej? Jaz bi imel z kioska vsako popoldne, toto popoldne, torej naš popoldanski radijski program in vsaki bi šel mimo, bi zastonj dobil toti hudi hit. To je bilo vrej. Anja? Jaz obožujem suši, tako da bi dejansko tam delala suši, zraven pa bi posnela še kaki recept za mojo Anino kuhalnico. Sandi? Pa po moje bi imel najmanjšo vinoteko na svetu. V bistvu bi bila samo za mene. Lepo. Skladišče. Dejan, če bi ti imel kiosk zdaj, ne? Kaj bi v njem delal? Težko bi se zdaj šel kakršnekoli obrti, ker sem absolutno netalentiran za vse, tako da šel štar, ne bi mogel biti ali kaj podobnega. Mogoče bi pa lahko ven kakšne lepe misli ali pa življenjske modrosti govoril, ne? Prišli pa te pa bi rekel, ne? Zeleno je grdo, recimo, ne? In bi šli zadovoljni v nov dan. Tine? Imam, super idejo imam. Res? Ja, imenovalo bi se Il Piccolo Kiosko, bil pa bi v bistvu najmanjši nočni klub na svetu, štango tako hitro daš, na začetku bi jaz plesal, dokler pač se ne bi razvilo, poko bi pa malo denara ostalo, bi pa še tebe vzel, pa bi imela Mila. Mene? Ja. Jaz mislim, da je bil zelo dober v tem, veš. Ali pa te ne bi vzel. Direktor? Zavod za zaposlovanje, privatni. Zakaj? Ker ga boste rabili. Jap. Jedina odgovore, ja. S takimi idejami definitivno. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. To je bilo za Jegra. Ja, samo da preveriva, Jeger, če dela priljubljeni efekt pri skoraj nemogočem vprašanju za tebe. Okay, lahko začnem. Ja, res je. Skoraj nemogoče vprašanje, bitka, banana, v kateri vsak petek se pomerita, si prekrižata rogove na eni strani. Tezenska princesa kraljica Bakra in absolutna šampionka skoraj nemogočega vprašanja Ana Lakota in na drugi strani naša pohorska gmota, pohorsko veselje, pohorski Mowgli, oranžni Matic Jeger. Ja, dobro jutro. Tako, Ana vodi za 5. Ja. Tudi danes je vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi mi. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Ok, te pa pazite. Daj. Sta? Ok.
Digitalno vprašanje je danes in unisex vprašanje je danes. Dobro. Govori pa o videoklicih. Poznate videoklice? Ja. Veste, ne, kako to je. Okay. V tej statistiki sem prebral informacijo, da slaba polovica vseh, ki so sodelovali v tej študiji v Evropski uniji med videoklicem dela to, čeprav misli, da ljudje tega ne opazijo. Kaj je to? Zavija z okami. Ne. Dela grimase čudne. Ne. Kaka? Ja, na WC-ju. Ne. Kaka. Skoraj polovica. Ja, no. Kaj si hecen? Ja. No. Dela domača opravila zraven. Ne. Videoklic, ne, se pravi, lahko je tudi na telefonu, ni zdaj nujno, da je to. Ampak tudi pred računalnikom isto deluje. Stiska po telefonu. Ne. Gleda Tipka nekaj. z nekom drugim. Gleda televizijo, gleda. Posluša, nič. Posluša. Ne. Nič ne Posluša. Je. Ne. Pije. Ne. Se dela, da posluša, pa ne. To je verjetno več kot pol. Torej med videoklicom to dela. Ja, slaba polovica jih dela to, čeprav mislijo, da noben ne opazi. Se štorajo po nosu. Ne. Ti ne je rekel poriti. Ne. Si nekaj frizuro popravljajo? Ne. Pa kakšne bedne poskuse manjkate Ja, pa tvoje? res. Noter v kamero se gledajo, pa si popravljajo make-up ali pa neke Gledajo zobe sami ali pa sebe. neke sami sebe. Gledajo sami sebe. Danes je Ne reči, da ni. Danes je točka za Jeger. Jeger. Jeger mora biti. Take boge. S totimi A si bil točkami. prej? Ja, si bil prej. Okay. Gledajo sami Bravo, sebe. Jeger. Približno polovica jih to dela. Pa mislijo, da drugi ne opazijo, ker gledajo sebe. Zdaj pokazal, samo pač to pri nas ne funkcionira, ker smo radio, ampak veste, kako Začel se je zibati. Dober občutek. Ja, ne? Prvič letos, da sem te neposredno premagal. Dobro, ne? Ja. In zdaj zaostaješ samo še za 4. To je to. Kako se ti je vikend naredil? Jaz ti privoščim. Joj, ja, moraš verjeti, Jaz kako ti se res fajn počutim privoščim. zdaj. Fajn. Lepo, ne? Ja. Ker je malo bilo že brez veze. Mala veselja delajo velika zadovoljstva. Ja, čestitke, Jeger. Hvala lepa. Bravo. To je bilo skoraj nemogoče vprašanje za ta teden. Tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Še malo pa pride tudi mimo Tine. Mimo grede, prebral sem en znanstveni članek, ker pač celo znanstveno literaturo je tudi treba brati. In je pisalo, da znanstveniki ugotavljajo vedno več in več stvari o velikem poku. Veliki pok vemo, kaj je, Ema, ne? Ja. Okay. Veš kaj, tak ti bom rekel, zelo preprosto je. Najprej ni bilo čist nič, pol je počlo, pol spet ni bilo nič, pol je počasi se oblikovala zemlja, pol so prišli dinozauri, pol je spet malo počlo samo na zemlji, pol pa so bili McDonald'si. Okay. Tine, pozdravljen. Pozdravljeni. Pozdravljen. Živeli. Kaj ti praviš, kak bo danes, ko bo Frasin Medved šel v živo iz kioska, prenovljenega, legendarnega kioska K67 pred UGM-om? Da bo onemu gospodu žal, da je tudi kiosk naredil. Ne, jaz pa mislim, da bo v redu. Od kdaj si ti, Tine, in kje si se počutil nagovorjenega? Ne samo pač, ko on je rekel, sem jaz odgovoril, to je to. Ker si videl? Ja, to malo po malo, to nima. Pa smo mislili, da je generacija Z problem. Ne. V redu je. Bom jaz to pol, kaj smo mi X? Ja, mi dva smo. Bom jaz po X rešil. Okay. Na lape te bom. Kam z nasiljem? Ja. Ne znamo drugače reševati. Je rekel, generacija X. Ja, mi milenici znamo tudi nazaj vžgati. Ja, ful, ja. Že ste milenici, sliši se tako. Ko se zmenite sami sabo, ja. Ko pridete prek tega Mogoče smo malo mlečni, samo to ne pomeni, da nismo odločni v življenju. Ko pridete prek tega, da ste vi najpomembnejši na svetu, pa vse veste, ne? Torej. Še zadnja normalna smo. Daj povej. Tine, kaj imaš? Fizik na Harvardu po imenu Michael Guljen
je sporočil, da je ugotovil natančno, kje se nahajajo nebesa. In iza čoška. Ja, ne vem, kaj. Ne, pravi, Prušnikova 6. Ja, pravi, da je to prav fizična lokacija. Res? Da so nebesa malenkost je oddaljeno od tu in sicer tu piše približno 439 milijard trilijonov kilometrov stran od Zemlje. Kak je tako daleč videl, ne vem, ampak tam je. Okay. Malo preveč cajta. Ja, boste vi pridni šli, Jeger. Ja. Ja, mi dva Stinčkom pa gremo na Tezno. Ja. Pul je fajn, ne vem kaj, zakaj bi se pritoževala, zakaj bi bilo to nekaj slabega. Kam se obrneš nekaj na temo avto, Ema, ne? Trouble Nights in the Loper, 12 minut pred 8. To ni slučaj, ali pa je, pa pač ti zdaj bolj slišiš, ko pač ne, se spoznavaš z prometnimi znaki. Ampak ena druga stvar, Medeni Maribor. Ja, Medeni Maribor. To smo mi, ne? Še tako vreme je. Idealno. Namreč jutri bo v funkcijo stopil nov učni čebeljak, ki ste ga izglasovali v okviru participativnega proračuna, seveda naše občine. In seveda je poseben dan to, ker ne gre za običajen slovenski čebeljak, seveda ne, ker je iz Maribora in morajo panske končnice drugače gledati. Ampak verjetno to ni to. Nataša Matijevič, vodja mariborske tržnice. Gre za eno nekoliko bolj moderno izvedbo in pa tudi panske končnice na učnem čebeljnjaku so porisane z motivi mestnih vedut, torej na njem boste našli Rotoš, pa Kužno znamenje, pa Cerkev, pa Staro trto, piramido in med temi vsemi simboli mestnimi letajo čebelice, ki nekako simbolično povezujejo mesto in pa meščane. Letajo v naše mesto, znano, da letajo čebelice, pa kaki trud vmes, ne? Ampak otvoritev bo jutri ob 10, torej sama otvoritev. In kako naj mi pravzaprav razumemo pomen učnega čebeljaka? Čebelarji Čebelarskega društva Maribor mesto, torej tudi gospod Max Celinček, bo nekaj povedal o čebeljnjaku, o namenu čebeljnjaka. Namen čebeljnjaka je bil, da se Mariborčani, otroci lahko izobražujejo, vidijo delo čebelarjev in pa tudi, da bo to učni čebeljnjak, na katerem bodo lahko mladi čebelarji vadili, delali s čebelami, se učili dela s čebel in pa točenja medu, tako da ima pravzaprav dve funkciji in pa tisto atraktivno, kajti številni turisti, ki bodo se sprehajali po piramidi, bodo lahko videli res en lep, čudovit čebeljak. Super, kaj pa še bo ponujal jutri Medeni Maribor? V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med, lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali in pa seveda naši čebelarji, čebelarska društva so dobri v kuhanju golaža, medenega golaža, torej najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaž, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo reberca medena, medene perutničke, sladkarije, torte, skratka vse v stilu medu, ne bo pa manjkalo dogodkov, dobre glasbe, dobre pijače in pa ja, še nekaj vam bomo predstavili, razstavo slikarskih del Čebelarskega društva, likovne sekcije, kjer boste lahko videli številna dela naših dobrih slikarjev. Lepa, ne? Super! Cel dogodek, cel paket. Ja, jutri torej gre v funkcijo ta učni čebeljak, ki pa bo kasneje stal na piramidi, jasno. Da, tako da od 10 naprej, jutri na mariborski tržnici, če imate čas, pridite in začutite in okusite. Pa ažupanji bojo noter. Kaj bojo? Ažupanji. Ažupanji. Ja, različne vrste panja, jaz mislim, kaj pomeni ažu? Pač vrsta panja. Aha, ok, hvala, to pa res, to si pa dobro razložil. Ja. Ampak super, da imamo tu tak čebeljak in da na tak način negujemo to tradicijo, ne nazadnje. Jeger je sin čebelarja, Anja pa prav čebelarka. Ja, pa res, ja. Imamo nekaj, ne, tudi na tem radiju, tako da super. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.